GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Tokrat sem z vami Laura Barber. V šolskem studiu pa je z mano Dani Mavko. Pozdravljeni. Pozdravljeno. Današnjega gosta lahko srečamo na skoraj vsaki prireditvi v Radencih in širšem pomurskem prostoru. Pa ne kot obiskovalca, ampak kot budnega opazovalca dogajanja, ki v fotografski objektiv lovi pomembne in zanimive trenutke. Dani Mavko je diplomirani inženir strojništva, fotograf, športnik, član številnih društev in še bi lahko naštevala. Gospod Mavko, fotoaparat je vaš pomemben življenjski sopotnik. Kdaj in kako ste se navdušili nad umetnostjo fotografije? Nam opišete svoje začetke? Ja, to segaš daleč nazaj, lahko rečem že 61 let. Leta 1960 leti praktično prišel pri nas športni pedagog Tonček Žnidavič. On je ustanovil košarkarski klub, dobili smo prvo igrišče zunanje, asfaltirano na bazenu. In takrat sem bil kot pomožni sodnik, tudi prvi pomožni sodnik v Pomurju z desnega brega Mure. Sem začel te tekme fotografirati in to mi je pač dalo zagon. Začele so se manjše prireditve, vse posod sem bil zraven, sicer ne moram primerjati teh fotoaparatov, ko sem imel takrat z zdajšnjim fotoaparatom. To se ne da primerjati analogna fotografija. 1984 leta bil sem zaposlen v Radenski, pa me je Radenska kot za svojo prizadevno delo pač poslala na olimpijado v Sarajevo, na zimske olimpijske igre. Tega ne moram pozabiti. Čeprav pri minus 20 stopinj, brez rokavic, imam vse te znane športnice, športnike, se mi zdi neko zadoščenje pa imam čez 1100 diapozitivov doma, znane, svetovno znane športnike, tudi Slovence, Jure Franko 14. februara 84. leta, to je takšno vzdušje bilo, da se ne da pozabiti. Ne. Še nekaj bi povedal, iz Sarajeva sem imel, ko sem to fotografiral, imel sem tudi akreditacijo, tako da sem lahko imel dostop do vseh tekmovališč. Je o podelitvi 14. februara 84 bila tudi švedska kraljica Silvija. In ne vem, kako mi je prišlo, bil sem meter od nje, enkratne posnetke napravil, sem ji poslal to na Švedsko in za mesec, 2 meseca sem dobil doma suhi žip, pa zahvalo, to še imam zdaj doma. Vas je potem umetnost fotografije zanimala že od malih nog? Ja, praktično. Nekje to v 8. razredu se je začelo. Potem za nekaj let pa sem imel priliko, zopet sem bil v Montrealu, pa v Ottawi v Kanadi za 2 meseca. Leto nisem čakal, da sem vizo dobil. In takrat sem si tam en fotoaparat malo boljši kupil, ker mi smo še živeli v Jugoslaviji, takratne države, to ni bilo govora, da bi tu kakšen fotoaparat kupil. In tam jaz sem imel svoj mali fotoaparat, tam nisem dobil četrtino teh nebotičnikov, sem samo gledal, pa se čudil, kaj je bilo. Kaj imamo zdaj že tudi v Sloveniji, takrat še ni bilo. In najbolj pa se začelo, ko se je ustanovil pri nas lokalni časopis, bivša upravna enota Gornja Radgona. Tam sem najprej pošiljal samo fotografije, enemu kolegu Oste Bakalu. Pa sem mislil, zakaj bi jaz samo fotografiral, če lahko tudi nekaj napišem. In sem tako začel pisati in tako da zdaj pišem. Moje članki so bili v Delu, v Lediju, Veteranu, Družini, Vestniku, ne moram vsega našteti. Članke, ne samo fotografije. Fotografij pa je bilo našteto že enostavno. Bili ste priča razvoju, ko je fotografijo na film zamenjala digitalna fotografija. Temnico je zamenjal računalniški ekran. Kako ste doživljali ta prehod? Se je fotografiranje zelo spremenilo? Zelo se je spremenilo. Je pa nekaj, kaj bi rekel, da je to nepošteno. Ta digitalizacija, ta razvoj omogoča krajo. Jaz sem nešteto posnetkov videl mojih brez podpisa pod imenom drugega avtorja. En primer je, na maratonu 30 v Radenski sem imel priliko, da sem letel s helikopterjem. Ni bilo snemalca, pa so mene dali. Zunaj sem bil zvezan, s kratkimi rokavi, brez kape.
takrat se mi je lepo zdelo, po 2 meseci pa sem imel take glavobole, da sem mislil, da znavim, ampak takrat sem objavil lep posnetek zračni in za nekaj dni me kliče kolega z Ljubljane, ja, ni to tvoj posnetek, podpisal pa je bil drugi avtor, ne? To se mi zdi ne fair, pa še zdaj se to dogaja, ne? Vse vidimo vsak dan, kraja pa računalniška oprema, software omogočajo, da ti ne vem kaj spremeniš, ne? To pa je včasih žaljivo tudi, kaj se vse ustvarja. Kaj pa fotografski aparati in ostala oprema? Vas navdušujejo nenehne novosti in razvoj ali ostajate pri preizkušeni opremi? Ne, jaz vedno sledim, imam 3 fotografske revije na roče, imel sem še več, pa sem povedal, ker to tudi finančno ne gre, pa ne samo finančno, ne moraš več slediti temu, toliko je tega. Presledim pa doma za računalnikom, imam dobro opremo, mislim, software za obdelavo, pa to kar nekaj ur na dan in to glavne po noči, ne. Ja, zdaj smo se vsi navadili, ja, imam še sicer analogni fotoaparat, še nekaj diapozitiv, ampak že nekaj let nisem fotografiral. To bo dobil vnuk za spomin, ko bo malo odrasel, ker zdaj še ima komaj 4 leta, pa ne ve, kaj to pomeni, ne. Razvoj pa gre tako naprej. Problem je to, takrat si mislil, kaj bo slikal, ne, zdaj pa pač daš 100, 200, 300, zdaj na letošnje 41. maratonu v Radencih, kjer sem bil tudi 15 od začetka v organizaciji, sami 15 let sem delal zrakopisal rezultate, vse plakate označevane, ker sem tudi kot dizajner bil, čeprav sem strojni inženir po poklicu, ampak to me je vedno veselilo, neko dizajnerstvo, ne. Izjemne fotografije so botrovale, da ste osvojili mnogo slovenskih in mednarodnih priznanj. Prav tako ste pri Fotozvezi Slovenije prejeli naziv fotograf 1. razreda. Katere od nagrajenih fotografij in katere od osvojenih nagrad vam je najbolj pri srcu? Ja, najprej za fotografa, to je bilo leta 2016, takrat je v Kranju vsake 2 leti razstava fotografska miniature, to so majhne slikice in tam sem bil eno nagrajeno fotografijo, naziv fotograf 1 je bil podeljen tam. 2019 sem pa dobil mednarodno fotografijo, to je Svetovna fotografska zveza, FIAP, za fotografijo maratonca. In to je bil start maratona in en majhen dečko je padel. Se mu vidi, da trpi izraz na usti, drugi pa tečejo mimo njega, 3 mu jezik kaže in to je navdušilo. Živijo, član je bil iz Avstrije, z Grčije pa iz Slovenije, da sem dobil ta naziv FIAP, artist. Še 2 leti kasneje, potem sem začel na tečaje pošiljati fotografije, tako da se je letos nabrala že 27. država, kjer sem dobil diplome, nagrade, to so različne nagrade, ne, nisem v papirni obliki, tudi medalje so. In letos sem dobil pred 2 mesecoma iz Moldavije. Se spomnite kakšne anekdote, ki se vam je pripetila na kakšnem dogodku, ko ste fotografirali in bi jo delili z našimi poslušalci? Ni anekdota, ampak zdaj pred kratkim. Prejšnji teden sem fotografiral Makova polja, imam tudi nekaj na Facebooku, pa to objavljam, pa imam tudi za natečaj nekaj poslal. Eno pa sem napravil selfie s telefonom, ne. In v četrtek smo pa imeli vojni veterani, častniki, pa društvo Generalmeister v Pucnicah podelitev, to je za učence srednjih šol, gimnazijcev, tudi gimnazijci so bili, ko pišejo o vojni članke, ne. In nagrajene prispevki so bili tam podelitev nagrad. Tam pa me je en moj kolega fotografiral, ko sem jaz druge fotografiral od zadnje strani. In te je na Facebooku napisal, malko pred Makom, malko pred mano. Ena slika je, ko sem jaz ko Mak slikam, sam sebe, on pa mene tam zadaj, ne. To se mi je malo smešno zdelo, kak je takoj zasledil. Torej, svoje srednješolsko izobraževanje pa ste vsekakor opravili na Ljutomerski gimnaziji. Kakšne spomine imate na gimnazijska leta? Kdo je bil vaš razrednik? To je pa že daleč. 60 let nazaj ne morem verjeti, mislim, da bo letos 5. septembra, bo 60 let, ko smo pričeli, ne. Jaz sem hodil 3 leta v osnovno šolo v Gornji Radgoni na grad, ker v Radenci je bilo samo 5 razredov, premalo otrok je bilo.
zjutraj 5:45 je peljal vlak, o avtobusu ni bilo govora, to še je bil makadam. In smo bili že pred 6 ur zjutraj na gradu. Tam so eni so naloga delali, ki niso doma, drugi tak in tak naprej. In moja profesorica zgodovine pa zemljepisa je bila tam profesor Hojsova. Njeni brat pa je bil profesor Novak v Ljutomeru in on je bil prvi ravnatelj te gimnazije. In to je bil čudež, takrat smo čisto vsi učenci, bila sta 2 razreda, A pa B, 8. razreda, šli v Ljutomer, ker prej so pa hodile prejšnje generacije v Mursko Soboto. Niti eden ni šel v Mursko Soboto. In vozili smo se v Ljutomer tudi 4 leta z vlakom. Potem pa se je napravila asfaltna cesta in začel voziti avtobus. Zdaj pa, če smo že pri gimnaziji, ja, omenil so še moj prvi je bil profesor Zrelec. Ne. Mi imamo vsaki 5 let ta generacija srečanje in tudi na zadnje srečanje lansko leto v oktobru v Gornji Radgoni nas je počastil profesor Zrelec. Jaz pa te jubileje pa to vedno objavljam, tudi, ko sem že prej omenil, da dosti objavljam. To je bilo tudi v Vestniku, na Facebooku, pa še kje na spletni strani. Kakšen razred ste bili? Še ohranjate stike s sošolci? Ja, bila smo 2 razreda, A pa B, jaz sem bil B, se spomnim spodaj. To je bilo 4 učilnice, nič več, čisto drugače, kot je zdaj ta moderna stavba, moderne učilnice, nobeni pripomočkov, ne. Profesor Rovsa se spomnim, on nas je učil tudi latinščino. Profesor Pevec Milica, zemljepis menda. Ja. Boris Zrelec, ravnatelj, biologijo. Boris Zrelec je bil razrednik, nas je učil biologijo. Potem smo še imeli telovadbo. Ja, zunaj smo pa imeli eno polje. To ni bilo malice. Če je kdaj malica bila, smo neko kislo zelje imeli ali nekaj to. Ker smo imeli svojo nivo, pa delali. Ne vem, če še zdaj tudi te generacije to ohranjajo, ampak imeli smo svojo samooskrbo. In zato zelje je tudi zanimivo, mi, ko smo prišli z vlakom že zjutraj, kaj boš delal 1 uro, preden se pouk začel, pa so enkrat iz objesnosti eni učenci tam tisti v kleti, vdevli pa tisto kislo zelje jedli. Jaz sem rad bil že nekdaj tudi za pusta, vedno kot pustna maska. Moji starši so bili krojaštvo, številstvo, obrt smo imeli doma, dosti pomočnikov. In moj pokojni oče je napravil kot masko radensko steklenico iz blaga. In jaz sem bil v 4. letniku maska v eni kavarni, to je bil edini taki lokal, bolj spoštovani v Radenci. A v ponedeljek vidimo šolo, že se je znalo, Dani pa še en kolega smo bila pač tam, ko ne bi smela biti, ne, še v tiste leti, ko je hora legal izbila. In škome je bil kor, ampak ni bil, ker sem drugače bil priden. Kot ste omenili, ste svojo poklicno kariero posvetili delu v podjetju Radenska. Nam predstavite svoje delo v tem podjetju? Ja, nisem bil štipendist v Radencih. Moji 3 kolegi so imeli štipendije, žal noben nič ni dokončal. To je pač tako bilo. Prebijal so se dosti starši, koliko so zmogli, tisti časi so bili težki, bili smo 3 bratje. Ampak poleti sem vedno delal, pa sem toliko zaslužil. Toliko sem si tudi te fotoaparate kupil in v Radenski sem bil najprej en čas vodja konstrukcije, tehnolog, vodja montaže, kjer so bili 2 Radenske. Ena je bila polnilnica, ena pa je bila tam, ko smo delali polnilno opremo. 44 let sem delal in pravim, ta bolezen me je pač preprečila, da bi še nadaljeval. Radenska je sinonim za mineralno vodo in ostale napitke. Kako ste doživeli spremembe v lastniški strukturi, ko so izjemno slovensko podjetje prevzeli tuji lastniki? To je težko povedati kot domačin. Jaz sem rojen prav v Radenci, ne v bolnici. Doma sem rojen, rojstna hiša je v Radenci. Bil sem prisoten, ko je bil prvi prevzem, ko so Moravske Toplice, ko je Radenska postavila, prevzele zavlišče, ker nekdaj je bilo zavlišče, pa Radenska vseeno, pol so se ločili. Za nekaj let nas je prevzelo Laško, pivovarna Laško, je prevzela brez alkohol. Zopet za nekaj let, 1 leto pred upokojitvijo, pa so nas prevzeli
lastniki iz tuje države. Pa ni to problem, če smo vzeli. Pač tako je v današnjem času. Nisem pa razumeli to vse kot domačini. Zakaj smo vzeli, če je podjetje vedno bilo pozitivno, nikjer dobene zgube. Najbolj pa je to, da so prevzeli tudi to, kar je pod zemljo. To je slovensko, to ne more biti tujec lastnik. Mogoče zdaj bo to kdo poslušal, pa bo me kritiziral. V demokratični državi vsak svoje mnenje lahko povem. Jaz tega ne moram razumeti. Enostavno, zakaj je do tega prišlo. Sklepam, da zdaj, ko ste v pokoju, najdete še več časa za družino in hobije. S katerimi aktivnostmi, seveda poleg fotografije, si zapolnite dneve? Zdaj, ko sem imel več časa, zdaj imam manj časa. Sem vojni veteran, osamosvojitve vojne 91, v času bivše države Jugoslavije sem končal počasniško šolo, sem bil major prvega razreda, naziv. Sem slovenski častnik, tudi sem pri turističnem društvu, športnem društvu. Še več je, 3 fotoklubi, kot sem omenil. Nimam časa, enostavno nimam časa. Moram pa se vseeno od svojih družini, obema hčerkama, posebej ženi, hčerke tako ne živijo več doma, da so me imeli toliko razumevali, ker sem bil x-krat z doma, tudi po vojaški liniji. Ko sem končal to podoficirsko šolo v Jugoslaviji, pa ni bilo enega meseca, da ne bi šel na vojaške vaje. In te vaje so vedno bile soboto, v nedeljo, ko bi mogel biti z družino. Takrat smo hodili okrog. Teden dni sem bil, ko sem odslužil v vojaški vok, jaz sem služil samo 1 leto, ker sem pač zaradi izobrazbe, pa zaradi, ker sem bil v oficirski šoli, oni so imeli 18 mesecev. Teden dni sem bil doma, že za teden dni vojaške vaje. Pridem domov, naslednji mesec spet. Te sem pa ene kolege pogruntil. Oni so se na vaja napili, pa jih nikoli niso klicali. Jaz pa nisem pil, pa poštenjak pa tak. In se zdaj, ko bom skoraj 76 let, še zdaj imam uniformo, pa tu pa tam hodim. Z veterani pa sem tudi v upravnem odboru v Gornji Radgoni, tako da ni prireditve, da ne bil tu v bližini, pa vsako leto sem udeležen na državni proslavi. Dan samostojnosti, enotnosti, dan državnosti. V tem prejšnji teden so bili na Geosi, to je v Vačah, geometrijsko središče Slovenije. Tam se praktično, to je zdaj 31 let, tam se teritorijalna obramba se je potem, kako bi rekel, preimenovala v našo začetke slovenske vojske. To pride iz vse Slovenije, častniki, pa tisti v glavne, ko smo sodelovali. In to so lepi spomini. Če ravno nekateri kolegi, ko niso bili takrat klicani, pravijo, to ni bila vojna, ni bilo mrtvi. Ampak vojna je bila, zame je bila pa če en dan, že to, ne? Pa drugo, vse strah smo preživeli. Ja, še to povem. 1. julija, jaz sem bil v štabu v Gornji Radgoni, imel sem puško, pištolo, pa en nahrbtnik, vse dokumentacije, referenc za organizacijo. Od vsakšnega vojaka, ki je bil poklican v vojno, sem imel jaz podatke. In to je bilo nekaj 10 kilogramov. Nekaj ur tu, prenočevali tam, to si mogel se sabo nositi. In 1. julija je bilo za 2 ure premirje, sem utegnil nekaj, ker sem avto imel v Gornji Radgoni domov, žena sem se najprej stuširal, žena je ta čas likala, sem včerkico fotografiral, sem ji dal čizme, tisto so škorne, kapo, puško je imela v rokah, ja. In to je zdaj, ko je bila stara 18 let, je dobila 1 meter veliko sliko, to za spomin. In ta fotografija je bila tudi v časopisu objavljena takrat. Je pa to dobro, da nisem imel fotoaparata v začetku, ne. Ker če bi imel v začetku vojne, ne bi bil z vami intervjuje, ker bi me pokosilo. Ja, takrat, ko sem šel doma po 1 uri, smo se v Radgoni fotografirali 6 kolegov na hribu pred, ko je zadaj cerkev pa zvonik. In drugi dan, 2. julija, pa je ta zvonik bil s strani popol uničen. To imam edini posnetek, vendar prvi, je v večjih knjigah že objavljen tudi.
Na koncu me še zanima, če boste oktobra, ko naša šola praznuje 60-letnico, prišli na srečanje s fotoaparatom ali brez njega. To pa se me že težko vprašali. Brez fotoaparata ne grem nikamor, pa sigurno pridem, ker imam tudi lepe spomine na 50-letnico. Takrat sem se tudi fotografiral s bivšim predsednikom Pahorjem. Torej, lahko računamo na izvrstne fotografije. Gospod Mavko, hvala, da ste nas obiskali v šolskem radijskem studiu in v klepetu razkrili marsikaj zanimivega. Želim vam še veliko lepih trenutkov, ki jih boste ujeli v svoj fotografski objektiv. Nasvidenje. Hvala za pogovor, pa hvala profesorju Ludviku Roganu, da me je povabil. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli. Saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo konec naslednjega meseca. Nasvidenje!